Pozdravljena, draga dama in dragi gospod. Iskrena hvala za nakup tečaja, ki vam bo pomagal narediti spremembo na sebi. Upam, da ne zamerite, kajti od tukaj naprej se bom pokazala tudi v moji srčni vlogi in vas kdaj pa kdaj vam dala predvsem zavedati, da smo vsi povezani med seboj. V teh 4 mesecih vas bom pohvalila, navdihnila, da pa kdaj potisnila čez okvirje in predvsem skrbela, če želite slediti sebi in si zaupati, da izvajate naloge, ki sem vam jih pripravila. Dragi moji, nihče ne more živeti vaših sanj, samo vi. In vsak od vas, zato ste tudi tukaj z menoj, pa želi v življenju uresničiti sanje in postati srečen. Zato velja, sreča je samo za pogumne. In če boste verjeli v čudeže, jih boste tudi sami ustvarjali. Če ste se mi pridružili, pomeni, da imate podobne bolečine in izzive, s katerimi sem se tudi sama osebno srečevala. Pravijo, da za uspešnim moškim stoji uspešna ženska in obratno. Prepričana sem, da je tako tudi pri vas, ampak se mogoče tega še sploh ne zavedate. Tisti, ki ste se mi priključili, ste že sedaj po mojem avatarju uspešni, zahtevni do sebe in predvsem želite živeti svoje srečno, uspešno življenje. In točno to, kar pravijo, če boste poslušali svoje srce in boste samo avtentični, to, kdor ste, vam garantiram, da bo prišel denar, ker vsi razmišljajo skozi o denarju, ampak denar pride takrat, ko mi, kar počnemo, delamo iz ljubezni, iz srca in smo točno to, kdor smo. Z online tečajem vas bom opolnomočila, da si dovolite biti avtentični, potrpežljivi do sebe in predvsem, da si zaupate. Pomembno je, da se zavedate, zakaj je pomembna vizija, cilji, kaj je to, kar nas osrečuje, navdihuje in nam požene kri po žilah. Bolj, ko smo strastni, bolj smo tudi srečni v življenju. Ok, zdaj pa konkretno, kaj boste dobili v teh 4 mesecih. Tema, ki se je marsikdo brani, je ta tema, da sprejmemo sebe. In sicer, če živimo v preteklosti, zelo težko naredimo spremembo v sedanjosti. In če se ne soočimo s strahovi, ki so v nas, jih lahko samo prenesemo na svoje otroke. To pa si vsekakor ne želimo. Kako bomo sprejeli sebe? Ja, tako, da bomo razdelali svojo SWOT analizo. Predvsem se bomo dotaknili prednosti in slabosti. Skozi meditacijo bomo pozdravili svojega notranjega otroka in spoznali naših prvih 5 afirmacij za sprejemanje sebe. Tema, ki je prav tako malce bolj zahtevna, to je druga tema, je tema odpuščanja. Če ne odpustimo najprej sebi, svojim staršem, prijateljem, ki so nas prizadeli v otroštvu, to nosimo naprej in ko se nam zgodi podoben primer, ki nas spomne na otroštvo, vendar mi se tega ne spomnimo, postanemo zelo ranljivi in dejansko ne vemo zakaj. Pri drugem delu se bomo spoznali z vedenjskimi vzorci, ki smo jih dobili v otroštvu in jih ozavestili, da bomo drugič znali odreagirati. Skozi vajo boste delali na odpuščanju in v vaše življenje uvedli dnevno rutino, da bomo te vzorce odstranili iz vašega življenja. No, to je bila ena izmed mojih najtežjih preizkušenj, kajti toliko jeze, koliko je bilo v meni zaradi očeta. Danes je on moj angel varuh, ki mi daje vso to ljubezen, varnost in zaupanje, ki mi ga takrat ni znal dati. Ne boste verjeli, no? Res. Danes, naprimer, ga gledam čisto drugače. Takrat me ni znal ne pohvaliti, vedno me je kritiziral in nikoli nisem bila dovolj dobra. Kaj mi danes počne? Danes me spodbuja, da sem točno to, kdor sem. Tretja tema, najbližja tema, meni najljubša. In danes se zavedam, da ta tema odpira vrata v nov svet oziroma v nove vizije. Je tema o hvaležnosti. In če se spomnim, to je moja vizija, imeti svojo šolo za srečno, zdravo in uspešno življenje. No, pri tej temi se boste naučili, zakaj je dobro biti hvaležen, kako to hvaležnost uporabimo na različnih področjih našega življenja in kako sprejmemo povratno informacijo, da nas ne zaboli, ampak da smo hvaležni zanjo. Četrta tema. Zdaj sem hitra zaradi tega, ker bom pri vsaki temi malce več povedala o tej temi in predvsem s konkretnimi primeri vas seznanila, kako se naučiti ozavestiti vse te teme. Četrta tema je pa tema, ki
pa mislim, da se jo noben od nas ne zaveda. No? In sicer, ko bi mi vedeli, kakšno moč ima naše misli, dejansko bi se nam svet totalno spremenil. 60.000 do 95.000 naših misli potuje vsak dan skozi naše možgane, ampak 95% je enaki, kot je bilo včeraj, predvčerajšnjem, en teden, en mesec. Samo 5% je novih. In zdaj, ko ste že osvojili prve 3 tehnike, boste znali hitro prepoznati, kdaj iščete izgovore in kdaj iščete rešitve. In tukaj se bomo prvič dotaknili, zakaj niste še oplemenitili svojih potencialov skozi meditacijo. Peta tema je tema, ki nekako jaz sem že od svojega 16. leta se naučila sprejemati odgovornost. In sicer zelo hitro sem spoznala, da če bom želela karkoli imeti, si moram tudi sama prislužiti. No, in vsi, to se dogaja pri marsikomu od vas. Vsi naši strahovi so samo izziv sprejemanja odgovornosti. In sicer, ko spoznamo, da smo sami kreatorji svojega življenja, se nam življenje 100% spremeni. No, tako da najprej se bomo soočili z dnevnim urnikom in si razdelili vse vloge, ki jih pokrivamo. Bom dala primer. Mi vemo, da imamo izpit čez 2 tedna, ampak če smo odgovorni, bomo si vsak dan znali pripraviti nalogo in se postopoma učiti. Če pa nismo odgovorni, pa čutimo to bolečino iz dneva v dan, ampak bomo zadnje 3 dni se lotili dela in takrat bomo nervozni, živčni, se veste, kaj vse se nam dogaja. To pomeni, takrat boste tudi dejansko spoznali moč fizičnega, čustvenega, energijskega in duhovnega področja. Evo, vse to zajema naš dnevni ritual. 6. tema, ki je v nekaterih področjih, ali pa rečemo podjetjih, najbolj zaželena, jaz bi predvsem rekla v podjetjih, spremenimo svoja lastna prepričanja. In sicer spoznali boste, da je 85% odvisno samo od vaših osebnih prepričanj in pričakovanj. Predvsem bomo spoznali, ali želimo biti v vlogi žrtve ali zmagovalca, ter uvideli, da ni dobro, da smo všečni, oziroma ne, da ni dobro, da enkrat v življenju ne moramo biti vsem všeč. In preko spremljamo to vlogo, bodimo raje uspešni kot pa všečni. No, na koncu tega predavanja boste spoznali, kako lahko najdete svoj notranji mir in zakaj je pomembno res slediti sebi. 7. tema, zato pridemo šele sedaj na to 7. temo, bo, da spoznamo, kdo v resnici smo in kakšne so te naše vrednote. Marsikdo mi reče, zakaj so te vrednote tako pomembne. Jaz pa mislim, da če si najprej zgradimo prave temelje, pa 80% podpišem, da živimo srečno in uspešno življenje. Zakaj? Ker vrednote so pomembne in na osebnem in tudi na poslovnem področju. Naj dam primer. Si predstavljate, da imate partnerja, kjer vaša vrednota je družina in si želite imeti 3 otroke. Od partnerja vrednota pa ni družina, je pa kariera. Ali pašeta skupaj? Ja, nekje se bosta prilagodila, ne pa konstantno, ker vaš partner bo želel ustvariti krasno kariero, ampak če ima med svojimi vrednotami tudi družino, potem bosta se ujemala, če pa ne. To pomeni, če živimo podobne vrednote s svojim partnerjem ali svojimi sodelavci in tudi, če so na poti izzivi, se ne ustavimo, ampak sledimo skupnim ciljem. Tako bomo poiskali, katere so vaše vrednote, oziroma katere so primerne za vas, da jih implementirate v vaše osebno in poslovno področje. No, in seveda 8. in 9. tema, pa je zdaj samo finiširanje. Kaj je vaše poslanstvo, kako si organizirati svoj urnik, da boste učinkoviti in vedeli, da sledite svoji viziji. Vsekakor pa boste že spoznali, kako pomembno je znati umiriti svoje misli. In tisto, kar jaz mislim, da je področje, ki ga vsi spoznamo, zakaj je meditacija tako pomembno orodje v našem življenju. Predvsem, kar vam želim, srečno in vztrajno na tej poti. In se kmalu vidimo. Hvala, ker ste se odločili postati spremembe vredni.